V skladu z zakonodajo bomo s 15. marcem vozniki lahko zamenjali avtomobilske pnevmatike. Vseeno jih lahko zamenjate kakšen dan kasneje, saj so jutra še precej hladna, s temperaturami pod lediščem. Pozanimali smo se, kakšne gume izbrati, ko je čas za nove, in kakšna je razlika med njimi. Kot vsako leto smo tudi letos za marčevsko motorevijo smo zdaj predstavili novi test letnih pnevmatik, kjer smo letos testirali 34 letnih pnevmatik v dimenzijah 185, to se pravi 15 palcev in 215, 60, 16 palcev. To so recimo pnevmatike v tej manjši dimenziji, so namenjene recimo avtomobilom, kot so recimo Renault Clio, v tisti večji pa tudi vse bolj priljubljenim cestnim terencem oziroma križancem. Zdaj, kar se lepega vremena tiče oziroma poletnih temperatur, kot tudi samih pogojev za vožnjo, tu velikih razlik pri vožnji ne opažamo. To je pokazal tudi tisti test, o katerem smo govorili prej. Predvsem so razlike pri nizkih temperaturah. Tu smo pa tudi naredili januarja lansko leto preizkus, primerjalni test pnevmatik na Centru varne vožnje Vransko, kjer smo preizkušali novo letno pnevmatiko proti novi zimski pnevmatiki, novi celoletni pnevmatiki in rabljeni zimski pnevmatiki v zimskih pogojih. Imeli smo idealno priložnost pri -3 stopinjah Celzija zunanje temperature in 4 cm debeli snežni plasti na asfaltu. Smo pri hitrosti 90 km/h izmerili zavorne poti pri teh 4 različnih tipih pnevmatik in smo prišli do zanimivih ugotovitev. Letna pnevmatika je potrebovala prek 145 metrov za ustavitev avtomobila z 90 km/h na nič. Medtem ko je potem celoletna pnevmatika z drugim rezultatom potrebovala 102 metra, da je ustavila vozilo iz 90 na nič. Rabljena zimska pnevmatika je potrebovala okroglih 100 metrov, da je ustavila avtomobil pri 90 in pa nova zimska pnevmatika 91 metrov in pol. Tako da so razlike tukaj več kot očitne, predvsem moramo biti kot vozniki pozorni takrat, ko vozimo v poslabšanih vremenskih pogojih. V zadnjih letih je velik napredek v materialu avtomobilskih gum. Celoletna pnevmatika v vseh razmerah ne bo delovala optimalno, ampak solidno. Namenjena je voznikom, ki prevozijo malo kilometrov, ki niso zelo zahtevni, niso hitri in ki vozijo na primerni razdalji. To se pravi, letošnji rezultati lahko rečem, da so kar razveseljivi. Recimo bilo je zanimivo, da tudi ena pnevmatika ni dobila slabše ocene od recimo priporočljivo z omejitvami, kar je glede na recimo pretekla leta kar v bistvu dober rezultat, tako da lahko rečemo, da se kakovost pnevmatik se iz leta v leto izboljšuje, tudi razlike med njimi recimo postajajo vse manjše in recimo lahko tudi z nekim veseljem povem, da tudi recimo pnevmatike z Daljnega vzhoda, recimo z Kitajske, Singapurja, tudi postajajo vse boljše in tudi recimo ena kitajska pnevmatika se je letos kar dobro obnesla. Pri izbiri avtomobilske gume je pomemben tudi njen profil. Pri obilnejšem deževju je treba biti pozoren kar skozi celotno leto. Seveda je lahko z manj profila pnevmatika, kljub temu, da nam zakon to sicer dovoljuje, nevarna za vožnjo. Da je temu res tako, smo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem aprila lani izvedli preizkus, primerjalni test dveh pnevmatik istega datuma proizvodnje. Ena pnevmatika je bila z povprečno debelino oziroma globino dezena 2,5 mm, kar je še dosti nad to mejo, zakonsko mejo, ki nam dovoljuje 1,6 mm. Primerjali smo jo pa z novo pnevmatiko z 8 mm profilom. No in razlike so bile res očitne, predvsem na mokrih delih vozišča. Pri suhem
cestišču razlike niso bile tako očitne, kar je mogoče še bolj zaskrbljujoče, kajti taki vozniki bodo na suhi cesti imeli občutek, da pnevmatika še vedno dobro dela, ne. Na mokri cesti so bile pa razlike res očitne. Pri zaviranju v mokrem vozišču brez zastajanja vode je bila razlika pri 100 km/h kar celih 10 metrov na račun boljše zavorne poti nove pnevmatike, no, kar je bilo nekje četrtina dolžine zavorne poti, če gledamo na dolžino zavorne poti. Pri splavanju pnevmatike, kar smo tudi testirali, se je splavanje pri rabljenih pnevmatikah pojavljalo že pri malo nad 80 km/h, medtem ko nova pnevmatika je splavala šele nekaj čez 100 km/h. Previdnost ni nikoli odveč, tudi ko postane toplejše in namestimo letne pnevmatike. Vsi vemo, da letna pnevmatika pri temperaturi nekje nad 7 stopinj Celzija zagotavlja boljši oprijem, ampak manj ljudi morda ve, da je treba letno pnevmatiko za dober oprijem segreti preden za samo delo, no. Zdaj pa pri spomladanskih nizkih temperaturah zna ta proces segrevanja pnevmatike trajati nekoliko dlje, tako da je treba biti pozoren predvsem pri začetku vožnje, da smo tu bolj umirjeni, da tu bolj predvidevamo, pričakujemo nevarnosti, predvsem v nekih zatišnih legah, senčnih legah, tam je lahko ta razlika oziroma ta efekt še toliko bolj izrazit. Pri izbiri novih gum je pomembno tudi to, kakšen voznik ste in koliko se vozite z avtom. Da naj si seveda tisti, ki jih iščejo oziroma kupujejo, naj si malo bolj natančno pogledajo naš test in naj kupijo pnevmatike, ki so recimo ukrojene po njihovih potrebah, tudi načinu vožnje. Recimo nekdo, ki se zelo veliko vozi, ki recimo dela veliko kilometrov, naj izbere pnevmatiko, s katero lahko naredi več kilometrov. Recimo lahko povem kot en podatek na recimo našem testu, med najboljšo pa med najslabšo pnevmatiko pri merilu recimo obrabe je tudi 20 000 km. To se pravi, z najboljšo lahko narediš 50 000, z najslabšo pa recimo 25 000. Tako da vsak naj pri sebi razmisli, kakšno pnevmatiko rabi, kje se vozi, koliko se vozi in naj potem seveda na podlagi teh svojih meril ne izbere pravo. Pomembna je tudi ustrezna presoja, kdaj je treba avtomobilske gume zamenjati. Minimalna globina profila pri letnih pnevmatikah je zakonsko določena in znaša 1,6 mm. Seveda, če je pnevmatika enakomerno obrabljena, to drži. Mi priporočamo, da ko je globina profila na letni pnevmatiki 3 mm, je zrela za zamenjavo. Pnevmatike naj zamenjajo strokovnjaki, ki jih lahko tudi centrirajo in preverijo še druge tehnične podrobnosti vozila. Pomembno je tudi, da so avtomobilske gume enakomerno napolnjene. Vkolikor je pnevmatika, ki ima določeno smer rotacije, je to narejeno z enim razlogom. Taka pnevmatika mora biti ustrezno namontirana, da se držimo rotacije pnevmatik. Vkolikor to ni tako, seveda lahko pride do višje porabe goriva, pnevmatika je bolj glasna in seveda vprašljiva je tudi varnost. Izpodriv vode pri taki pnevmatiki, če je napačno obrnjena, ni takšen, kot bi moral biti. Najpogostejše napake, ki jih opažamo, so prenizek tlak v pnevmatikah. Zaradi tega lahko pride do neenakomerne obrabe in taka pnevmatika tudi ni varna v smislu voznih lastnosti. Ostale napake, ki jih običajno odkrijemo, pogledamo ob demontaži pnevmatike, pogledamo stanje podvozja, stanje zavor, vizualno seveda in vkolikor je karkoli narobe, se stranko opozori na to. Če imamo zimske pnevmatike na svojih platiščih, letne na svojih, seveda posamezniki to naredijo tudi kar na domačem dvorišču. Mi to odsvetujemo, ker tukaj je pomembno,
da je pnevmatika, da je kolo privijačeno z ustrezno silo, z ustreznim momentom. Zelo pomembno je to pri aluminijastih platiščih, kjer se na koncu pnevmatiko vedno pritrdi z momentnim ključem. Seveda, doma niti nimamo možnosti kolesa scentrirati, kar pa je priporočljivo, da se naredi vsako sezono. Z menjavo pnevmatik lahko počakate tudi do konca marca, ko se temperatura dvigne nad +7 stopinj Celzija. Predvsem pa se za volan usedimo spočiti in ne zlorabljajmo prepovedanih snovi. Na dolgih vožnjah pa ne pozabimo na počitek.